Živjo! Zdaj pa čas, da se mi malo pogovorimo o Twitterju. Ta namreč postaja vse pomembnejši prostor objavljanja različnih informacij in mnenj. A zadnje čase se na tem družbenem omrežju pojavlja veliko lažnih profilov, s čimer se ukvarja tudi Inštitut Danes je nov dan in Filip. Je res? Res je, zdravo. Torej, mi smo našli eno kupico lažnih profilov, okoli 25 takih, za katere smo prepričani, da pripadajo nekomu, ki laže in zlorablja druge fotografije. Na podlagi tega smo potem analizirali nekaj čez 300 oziroma blizu celo 500 profilov, ki počnejo podobne stvari. Temu rečemo astroturfing. Astroturfing sicer nima slovenskega prevoda, lahko bi rekli ustvarjanje lažne javnosti. Ker gre za to, da podjetja ali pa politične stranke v bistvu ustvarijo kup enih lažnih profilov, da se pretvarjajo, da je to mnenje množice, namesto da bi povedali po resnici, da so to oni plačali in da je to plačana reklama. Astroturfing pa se ne dogaja samo na Twitterju, ampak tudi na drugih družbenih omrežjih. Ja, dogaja se vse povsod. No? Na Instagramu je tega veliko, še posebej, ko pač razmišljamo o vseh ljudeh, ki reklamirajo neke izdelke, pa so za to plačani, ampak se pretvarjajo, da je to njihovo osebno mnenje. Pri tem pa včasih uporabljajo tako zelo grde besede, da jih v Infodromu ne bomo ponavljali. Ja, res je, stvari, ki jih govorijo in ki jih počnejo, če bi jih kdorkoli naredil v šoli, bi ga takoj doletela kazen in nihče ne bi dvomil vanjo, ampak na internetu očitno lahko počnejo, kar želijo. Filip, zakaj ljudje pod lažnimi profili tako grdo govorijo? S takimi izjavami dobijo največ pozornosti, ker nihče ne bo lajkal izjave, kot je ne boje modre barve. Pomembno je, da ste na lažne profile in zavajajoče informacije pozorni in jim ne nasedate, saj se očitno tudi vi pogosto srečujete z njimi.